Zapomnite si imena poslancev, ki so glasovali proti nižjim davkam in proti reševanju stanovanjske krize. 3. oktobra so v odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide glasovali o predlogu priporočil v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike v Sloveniji, ki ga pripravlja SDS. Ta je predlagala naslednje. Na področju davkov bi bili kratkoročni najemi obdavčeni 25%, najemi od 1 do 3 let 15% in dolgoročni nad 3 leta 10%. Pomnimo, Golobova vlada je ta davek dvignila iz 15 na 25%. Višja meja za ugodne kredite do 300 000 evrov brez obvezne 20% lastne udeležbe oziroma pologa. Prvih 10 let bi lahko od davka odšteli 10% vsote, ki jo vsako leto plačujete za kredit. Za pomoč mladim do 38 let bi država do 50% sofinancirala obnovo in prenove starih hiš, predvsem na podeželju, kjer veliko hiš propada. Hitrejši postopki za gradbena dovoljenja in prostorske načrte, da se gradnja ne zavleče in za manj birokracije. 50% oprostitev komunalnega prispevka in 10 let brez stanovanjskega davka za mlade, ki gradijo. Mladi do 38. leta starosti bi ob nakupu prve nepremičnine bili oproščeni 2% davka na promet nepremičnin ob nakupu stanovanja ali hiše. Za omenjene predloge je glasovalo 5 poslancev, 4 iz SDS in 1 iz Nove Slovenije. Proti pa so glasovali vsi levi poslanci, to so Lucija Tacer Perlin, Sandra Gazinovski, Jurij Lep, Tereza Novak, Katarina Štravs, Sara Žibrat, Andreja Živic ter Milan Jakopovič iz Levice.